Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, danes bi z vami želela deliti tole pismo. Česa se ženske, ki hitro zanosijo, ne zavedajo. Trudiš se, seks postane samo še orodje do cilja. Vsaka menstruacija je globoko razočaranje. Počutiš se, kot da nisi vredna naziva ženska, da je to tvoja dolžnost, ki pa je ne moreš speljati, pa čeprav bi jo rada in je to največja želja. In tudi ko si noseča, tistih nekaj prvih tednov greš vsakič na stranišče s strahom, da bi bila kri na hlačkah, ker to pomeni, da se plod znova ni obdržal. Čez čas ti gredo na živce ženske z vozički, zavidaš jim, ne privoščiš jim, ker sama tega ne zmoreš. Ne želiš več na družinska srečanja, saj te povsod sprašujejo. Sram te je in pritisk je prevelik. To so zgodbe mnogih žensk. Žensk, ki zanosijo dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, a vendar se vedno konča s krvavitvijo, vedno konča z razočaranjem. Danes bomo govorili o neplodnosti, govorili pa bomo tudi o tistih recepturah ljudske medicine in tudi o tistih priporočilih Bownove terapevtke, ki ima veliko več znanja kot samo o Bownovi terapiji. To je Sabina Zimmermann, ženska z zlatim srcem in zlatimi rokami. Aha, pa je že tukaj. Kar naprej, dobrodošla. Dober dan. Zdravo, zdravo, zdravo. Kako lep studio. Hvala lepa, ker si opazila. Hvala, Izvoli. ker je okrog. Odlično. Veš, Sabina, Ja. danes sem prepričana, da boš lahko komu polepšala življenje za temi priporočili in stvarmi, ki jih boš povedala. Z največjim veseljem. Rada bi pa povedala, da sem izjemoma srečen človek. Najbolj srečen človek na tem svetu, se mi zdi. Imam 17 otrok in 2 sta na poti. In ko enkrat imaš toliko otrok, ki veš, da si bil tukaj zraven pri stvarjenju, je to najlepše darilo, ki ga sploh lahko kadarkoli dobiš. Sama ti nimaš otrok, Ne, ampak imaš ne. pa takšne otroke, se Tako. pravi, pomagaš ljudem, da pridejo do tega. Ja, in to je res nekaj neverjetnega. Ne? V bistvu se mi vedno rosijo oči, ko se spomnim, ko jih pogledam te otročke, kako rastejo, kakšni so, kako so čudoviti in oni prav čutijo to vest, ne? Tako da sem bila zraven res ves ta čas in da so sploh prišli na ta naš svet. Ne? No, danes nam boš zaupala vse svoje skrivnosti, kaj jim svetuješ, kaj začnejo delati, zato da tudi potem pridejo do tega. In za začetek me zanima, ko pridejo ženske do tebe, pa ne morejo, kako se v bistvu lotiš tega? Verjetno najprej pogovora, ne? Ja, bistvenega pomena je pogovor, ampak vedno povabim oba, in žensko in moškega, ker se mi zdi bistvenega pomena, ker tukaj gre za skupnost, tukaj gre za njuno stvarjanje. In vedno mi je pomembno, da prideta oba, da se usedemo, da se pogovorimo, kako dolgo že to traja, a sta bila pri zdravniku, se ukvarjata z neplodnostjo, na ta način, da rabita zdravnika zraven, ali sta bila samo pri alternativcih. V bistvu je, ker vsak primer je tako individualen in ni nekih, ne bi, 2 primera nista ista in zato je potrebno vsakim res se usesti, pogovoriti. In vedno imam en tak, ne začnemo s to tematiko na tak trd način, ne? Kako, zakaj, kdaj, kako ste, ampak začnemo tako, sproščeno, ne? Kaj imate najrajši, kaj delate, kaj je vaš hobi, s čim se ukvarjate, kaj imate radi, a tudi zdaj svojo drago počešete zvečer, preko greste spat in preden pridete do vašega obreda. Mislim, na ta način in potem se marsikaj se zgodi, ko se tudi ta 2 bodoča mati in oče, ki se pripravljata na stvarjenje, nista niti pogovarjala o tem. In vedno je ta pogovor bistvenega pomena. In velikokrat je ta pogovor traja dalj časa kot terapija za vsakega. In je bistvenega pomena tudi, da jaz nikoli ne rečem, lejte, ne vem, ali bo to treba 3 terapije, 5, 10, pustimo času, ker velikokrat se zgodi, da moramo vmes narediti pauzo, ker je njun čas prišel, ker morata tudi ona 2 kaj narediti. Potem se vedno pogovorimo, kaj naj naredijo, na kakšen način.
Potem vmes ima ženska pregled pri zdravniku, kaj je on svetoval in poskušamo res najti to povezavo med uradno medicino, med zdravniki in med mano. In sem zelo srečna, da imam enih par ginekologov, kirurgov, zdravnikov, ki se pogovorimo o tem. Za konkreten primer, kako je bilo, kaj bi še naredili, kaj lahko jaz naredim, kaj lahko oni naredijo in kaj lahko vsak zase kot partnerja naredita, ne? Oče, bodoča oče in mama. Velikokrat se mi zdi, da, ne vem, takole pare, ko poslušam, ko so rekli, pa tukaj smo se trudili, pa vse možne stvari smo probali, pa ne vem, kaj še vse, pa smo pa rekli, pač očitno nič ne bo, pol pa je. Ja, ker v bistvu to največji obremenitev je stres. Stres? Pa strah. Pred stvarjenjem, ker se dogaja, a bo ne. In ona dva, ko imata odnos, vedno razmišljata s to mislijo, aha, a bomo danes naredila, a ne bomo, ali ima dovolj semenčic, ali so moja jajčeca pripravljena, ali bo prišlo do oploditve. In to je ti stres, ki je ves čas, ne. In potem navadno jaz jim rečem, jaz vam lahko pomagam tudi, pomagam, povem na svete, kaj lahko naredi ženska kot sama, moški kaj lahko naredi sam, česa se izogibajte. Zaradi stresa še vedno priporočam ta L-Torokok, ki mi je res bistvenega pomena, ker si potem res nisi pod stresom, dobre volje si, ker pomaga, nimamo več radosti, nimamo več veselja, ko se sprehajamo mrki, nimamo več iste igrivosti, ne, in to je... Ja, L-Torokok je meni spremenil življenje na boljše, definitivno. Spomnim se enkrat za kamerami je to bilo, ko me je Marijana gledala, pa je rekla, pa kaj si ti utrujen ali kaj si, pa tako, ja, zdaj pa preveč stvari. Takrat smo imeli tudi ene izzive, sploh nismo vedeli, a oddaja še bo ali ne bo, ali bomo mogli iti ven, ali bomo končali z tem, kaj bojo ljudje. In mi je takrat Marijana rekla, lej, L-Torokok, 2 kapljic dopoldan, 2 kapljic popoldan, pa boš videla. In sem bila v 24 urah, se mi zdi, da sem novo osebnost dobila, no. Ja, to je res neverjetno. In jaz ga priporočam in ženskam in močkim, ker smo dejansko vsi pod stresom. Aha, se pravi obema? Ja, obema. Za žensko bi pa predvsem priporočala Altajsko princeso. Jaz sem toliko srečna, da je ta Altajska princesa prišla v Slovenijo, ker je res toliko krasna, ker res poboža telo in ima vse te elemente, ki jih ženska potrebuje. To je olje, ne? Olje Altajske princese. Ne oseba, ki hodi z palčko, pa ti boš. Ja, olje je tudi meni zelo všeč, ampak ne morem verjeti, zakaj tako celostno recimo deluje, ker tudi maternico pripravi, ali kako? Pripravi, na hormone deluje. Bistvenega pomena je hormonsko neravnovesje, ki je ves čas v telesu, potem zaradi teh strahov, potem so železe, ki se enostavno sploh pozabimo na njih. Hormoni so tistega pomena, da sploh do stvarjenja mora biti v enem ravnovesju. Predvsem pa je, da morata biti partnerje v ravnovesju. In potem jaz vedno vsakmu povem, ženski posebej, kaj naj pazi nase, moškemu, kaj naj pazi nase. In ko naredimo par terapij, se veliko krat zgodi, da so moški včasih tudi tisti, ki reče, to mi je bilo pa zelo fajn in se res takoj sprostijo in razbremenijo. In ko ženska prej naslednjič reče, ja, sem začela uživati olje Altajske princese, je fantastično, blago, učinkovito, počuti se pravi, pripravljeno je telo, ker ga sprosti, dobiš najboljše sestavine vase, katere lahko dobiš, ko jih ženska res potrebuje. In spet smo tam, da se nekako in v povezavi z L-Torokokom, ki ga uživaš, in ženske, z Altajsko princeso, ki jo uživamo, se res telo pripravi. Ampak kar mi je všeč, recimo, kad ti razlagaš o tem, kako pomagaš tem parom, je, da ne rečeš, lej, L-Torokok začni piti in zdaj bo boljš. Ali pa ne rečeš, ja, meni pridi 3-krat na terapijo, pa te bom jaz zmasirala oziroma izvedla novo terapijo, pa bo šlo. Dejansko je cel kompleks stvari. Čisto holistični pristop je, holističen, cel pristopek je, ampak še nekaj ni za vsakega vse. Ti moraš točno, zato imam jaz vedno pogovor, da se pogovorimo, kaj nekdo dela rad, kaj ne. Jaz ne bom nekoga prisilila, ko pa bo skozi hotel kolesariti ob glavnih cestah. Rečem, ne, pojdite v gost. Sprostite se. Ko boste vi prišli nazaj, boste sproščeni. Če vi kolesarite in da naredite svoj cilj si, toliko kilometrov na dan, do tam moram prijeti, narediti,
ni šans, takrat semenčic ne bo, takrat bo libido padel, ker bo človek utrujen. Če greste v gost kolesariti, greste teč, in so čisto druga zgodba. Ne? Kadar govorimo o neplodnosti, veliko krat pogledamo na žensko, a pravzaprav tudi pri moških se s sodobnim načinom življenja veliko dogaja. Pripravili smo en posnetek, dajmo si ga pogledati, pa kar pripravite se, kajti te informacije so lahko kar malce strašljive. Neplodnost se širi kot novodobna kuga. Okrog 60% mladih parov ima težave z ploditvijo prvega otroka. V zadnjih 40 letih je število spermijev mladih moških upadlo za 50%, torej za polovico. V enakem obsegu pa tudi nivo testosterona. Incidenca raka mod pa je poskočila in sicer za 350%. Današnji moški premore le pol moškosti svojega deda in posledica motenega procesa maskulinizacije je izguba moške identitete. Vse več je narcisoidnih tipov, sociopatov in psihopatov. Na družbeni ravni to prinaša feminizacijo in več kriminala. Danes v naši družbi govorimo o neplodnosti in Sabina z nami deli vse tiste recepte, ki jih torej preda parom, ki pridejo tja in seveda želijo tudi kaj storiti, kar se tega tiče. In Sabina, zanima me od tistega časa, ko pari pridejo k tebi, pa do tega, da ti sporočijo veselo novico, da se je pokazal tisti plus na testo. Koliko časa, to govorimo o mesecih, govorimo o letih? Zelo različno, odvisno je od tega, koliko sami naredijo, kaj jaz naredim, koliko časa oni posvetijo res temu stvarjenju, ki je zelo pomembno. To je včasih nekako tako čist povprečno od pol leta do 1 leta. Včasih pa tudi v 3 mesecih. Tako da čisto odvisno od para, koliko jemljeta resno to stvarjenje, koliko ono da res. Veliko krat se zgodi, da so pari obremenjeni, ker drugi pričakujejo, ne pa kar pričakuje in jih vedno sprašuje. To, kar je običajno, ker so vsi obremenjeni s tem, ampak informacija, ki potem človek dobi, vse ni bistvenega pomena za nekoga drugega, ampak je za tebe samega. In zato se mi zdi, da ko res se dva odločita za to stvarjenje, se res potem zgodi, da ženska dela te stvari, ko ji priporočam in kar še sama zraven naredi, in moški je potem en tak celostni pristop in ta celostni pristop je res vrhunec vsega. Poglejmo torej znova, kaj je tisto, kar priporočaš ženskam, kajti imamo kar cel spisek, ki ga je seveda pripravila Sabina. Masaža trebuha in jajčnikov, se pravi, kaj je to zvečer? Kadarkoli, lahko zvečer še lepše je, če te partner masira, to je odlično. Potem lahko tudi, ko stojiš pri semaforju, nimaš kaj delati, roke položi, si masiraš, prosi za to stvarjenje, naj se čim prej zgodi. To je čist preprost pa enostaven način. Da imamo toplo maternico pa mrzlo glavo, ne pa ravno obratno. Potem olje altajske princese 3-krat na dan pred obrokom, po eno žličko, kaj ne da? Ja. Da pripravimo in uravnovesimo tudi hormone. Eleuterokok, 10 kapljic v deci vode, se pravi dopoldan. Moksanje ali grelne blazinice, obožujem jih, pa se ne pripravljam na nosečnost, ampak so mi res fajn. Kaj pa tole, kaj si mislila s tem? 1 ura na dan zase, kaj to ženskam priporočaš? Ženskam sam priporočam tisti čas, ko si ga vzamejo, ko jih ni. Ko odidejo nekam, da naredijo nekaj zase, tudi če so v hiši doma, pa nihče ne ve, da je doma, da odide na sprehod, ampak da je sama sabo. In da res je srečna taka, da nima telefona zraven, da je nekdo obremenjuje, pričakuje od nje. Čas, ko te ni. To je, ampak ne začnite res tisti, da začneš ti z 1 uro. Ne, malo, milimeter po milimetru, 10 minut, 15 minut in potem je tega časa vedno več. Zaradi tega, ker lahko kakšni šok doživijo, ne? Seveda. Kako zdaj misliš, da te 1 uro ni? Kam si pa šla, kaj si pa delala? Kdo bo pa južno pripravil, a ne? Pa treba še marsikaj narediti, pa smo se zmenili, da gremo tja in pol vse to, ampak ženska si ne vzame res tisti čas. Tisti čas, ko se bo res počutila ženstveno, kot ženska. Čas za boginjo v sebi. Odlično. Wow, evo, dajmo še pogledati tale seznam, kaj je torej še navedeno na temu seznamu. Imamo tudi, mirna aktivnost, se pravi kakšna joga, pilates. Ples, igranje. Jaz sem eni gospe priporočala, ko prije domov, ko ima zelo stresno službo, ena menedžerka, eni zelo pomembni firmi, ko prijete domov, ima klavir, gospa igra klavir, sem rekla, pejte, usedite se, zaigrajte 5-10 minut,
Potem ostanete, tako se reka, boginja od tega klavirja, potem pejte, naredite ta obrok, ki ga rabite, naredite tisto, kar morate zdaj narediti, ker to zelo pomaga. Navedla si tudi brez pritoževanja. Ja. Ker Skozi jamramo vsi, ne. verjetno jamrajo ljudje, Ja. ne? Pa ti rečejo, ja, pa jaz si ne morem vzeti eno uro cajta na dan, ja, pa to kje ne imam čas za morem, ne. mirno aktivnost. Pa zdaj tako vreme, pa mi to ne odgovarja, To. pa dežuje, pa bi raž to, pa ni sonca, Pa se... sem pozabila. Ja. Ja, Ampak tudi za moške je pomembno in recimo na tvojem seznamu za moške sem videla, da ne priporočaš agresivnega športa. Absolutno ne. Ker takrat se libido zmanjša. Če prej on skozi gre, ali je v fitnessu, ali je potem na kolesu, ali teče, skozi je v bistvu obremenjen in pol, ko pride domov, je cel utrujen, izmozgan, kako se bojo take semenčice razvijale? Ker v bistvu so pa ti moški športi zelo velikokrat tekmovalni, ne? Za cilj, da bom zmogel, da bom na tenisu, bom onga sesul, ne? Na badmintonu bom to pa to naredil. Ni to, ne. In jaz res zelo priporočam mirne športe, ne? Mislim take, tudi plavanje je lahko odlično, ne? In te voda sprošča in aktivnosti skozi. Potem kolesarjenje po gozdu, ob jezerih, ob rekah, tega imamo pri nas zelo veliko možnosti, ne? Pa tudi moškemu levtorokok, zato da se zniža nivo stresa? Absolutno. Absolutno. Jaz to obema priporočam. Ampak kar sem jaz ugotovila, recimo moškega je velikokrat tudi strah vloge Ja, ker ga starša, ne? ker ga velikokrat ženska temu prisili, ne? Mislim, se mogoče bilo to tako nakazano, malo agresivno, ampak ni, velikokrat se to dogaja. In zato je pogovor v kotusu. In zato je pogovor tisti, in meni velikokrat moški povejo take stvari potem, ko so sami na terapiji, ker nikoli nista oba istočasno, ne? Ampak sta najprej eden, potem drugi, odprejo se, povejo, zaspijo, sprostijo se, ne? In pa rečem, zdaj pa domov, zdaj pa večer vašne. Jima daš zeleno luč. Ja. Ker veliko parov reče, da potem spolno ljubljenje je pravzaprav čisto mehanična zadeva. No, a boš, a ne? Ja, in to je najhujše, ne? In ženskam, recimo, jaz jim priporočam, kupite se eno lepo perilo. Bodite drugačne, kot ste običajno, ne? Ne biti skozi iste, nekaj naredite. Za sebe, ne? Za sebe. Meni bistvenega pomena, da moški češe žensko zvečer, da imata obred, da se ona dva pač jo počeša, ali to tam v spalnici, ali kje imata tisti njun kotiček, naj si naredite en kotiček, kjer bo to za njun obred, ker to njuno stvarjenje prihaja zdaj, ne? In se moški zmehčajo, ženske se boljš počutijo, bolj ljubljene, bolj... Pa moški na energijski ravni pridobiva moč, ne? Definitivno. Ampak mora biti ta prav glavnik. To pa definitivno, brez sibirskega glavnika iz sibirske cedre ne gre, no. Ampak zanimivo je, ne, da tudi, ko ga moški enkrat uporablja, navadno imajo tiste male, ne, da si dajo kar vzadi v žep in se češijo, ne rečem češite se. In zdaj sem že videla enih parkrat, nisem videla kak glavnike, ampak ko stojim pri semaforju, gledam, se moški češijo, ne, sebe, znam rekla, lej, zmagali smo. Tudi tisti, ki so dobili informacije, tudi če je samo enkrat slišal, ali pa če ni, pa je dobil od svoje drage, ne, to tudi bistvenega pomena, ne. Odlično. Jaz mislim, da ne bo hodo, da bomo rekli svojim moškam, počeši me. Ja. Počeši me. Pa še on zase nekaj pridobi. To je, ampak prvo reče, se moj pa tega ne bo delo, ne. Ko pride drugič men na terapijo, a veste, da skoraj vse to upošteva, skoraj vse to naredi, ne. In odkar se jaz češem, tako pravi, kak imam lepe, ne. In en gospod je tudi začel svoji ženi, ker ima toliko lepe in toliko dolge lase, ko imaš ti, kitoples, ne. Tako da ona imata tudi jutranji obred, ker je on kito splete za službo, ne. Mislim, to je toliko takih dogodkov, ki ti potem ljudje kar sami povejo. In se mi zdi tudi ta pogovor, ki ga imam jaz z njimi in oni z mano, mislim, sprostijo se, ne. Sprostijo se, zato, ker se povežejo s tabo in si jim domača, ne. Pa tudi, veš, ti imaš tak iskren pogled, pa iskren namen, da jim res hočeš pomagati. To je res, ja. Tako da, a veš, to je pol nekaj čist drugega. Sabina Cimerman je bila v naši družbi, hvala ti, ker si. Mogoče bo kdaj dobila kako priznanje tudi strani države, da pripomore k naravnemu prirastku, k naši slovenski nataliteti. Sicer pa preverite še kaj dodatnega tudi na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, pa vas vseeno zanima vse to, kar smo govorili, če bi radi imeli te zapiske, kaj točno je zdaj povedala Sabina, pa tudi 02 6200 230, sicer pa ostanite v naši družbi, kaj ti še marsikaj zanimivega prihaja.
od državnih organov, ki skrbijo za zdravje, ki še vedno trdijo, da je 200 enot vitamina D3 dovolj za potrebe odraslih ljudi, kar je smešno.